Lepo pozdravljeni na pogovorni postaji, ki poteka v okviru 37. Slovenskega knjižnega sejma oziroma letos Slovenskega e-knjižnega sejma. Moje ime je Boris Keren in se bom danes pogovarjal z gostjo in gostoma, in sicer o tem, kako na igriv način predstaviti in popularizirati znanstveno delo. Ker se bom pogovarjal s kolegico in kolegoma, ki delujejo tudi v okviru Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, se bomo tikali in upam, da nam tega ne zamerite. Z nami so docentka doktorica Saša Babič, jezikoslovka, folkloristka, ki raziskuje predvsem folklorne obrazce, torej pozdrave, kletvice, pogovore, uganke, molitve. Deluje na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU, danes pa nam bo predstavila zelo zanimivo igro Pregovorni spomin. Lepo pozdravljam tudi kolega, izrednega profesorja, doktorja Dana Podjeda, antropologa, tudi sodelavca Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. V zadnjem času tudi pogosto komentatorja družbenih pojavov. Raziskovalno se posveča razmerju med ljudmi in tehnologijami ter razvoju trajnostnih izdelkov in storitev po meri ljudi. In zelo po meri ljudi pa je tudi igra, ki nam jo bo danes predstavil, in sicer je to umazana igra. Dan. In pa še naš tretji gost, moj kolega z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, dr. Janoš Ježovnik, jezikoslovec, slovaropisec. Pri svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem s slovenskimi narečji v zamejstvu. Danes pa nam bo predstavil igro za pametne telefone Besedoboj, ki je nastala v okviru projekta Franček, jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in šolski slovar slovenskega jezika. Dober dan. Saša, mogoče bi kar začeli s tabo in bi te prosil, da nam na kratko predstaviš tole zanimivo namizno igro z naslovom Pregovorni spomin. Gre za igro, ki je nastala v sodelovanju tudi z našim kolegom z Inštituta za slovenski jezik, dr. Matejem Metercem. Oblikovalka Nataša Vuga pa je poskrbela, da igra tudi odlično izgleda. Kaj moramo še vedeti o tej igri, torej Pregovorni spomin? Ja, tale namizna igra, Pregovorni spomin, v bistvu je igra, ki uporablja zelo znan format spomina. Namreč gre za kombinacijo dveh kartic, ki jih načeloma moramo iskati, s to razliko, da mi nismo uporabili sličic, ampak pregovore, ki so dvodelni načeloma, in je treba najti drugo polovico. Seveda se pa pokazala tudi bolj igriva plat te igre, in sicer sestavljanje novih pregovorov oziroma novih kombinacij, niti ne pregovorov, kot naprimer Nihče ne pade v deveto vas. Iz dveh pregovorov Nihče ne pade pameten z neba ali pa Dober glas se sliši v deveto glas. Mogoče kar pokažeš kakšen primer? Ja, mogoče. Samo trenutek. Recimo, človek ne živi brez muje. Takole. Imamo začetke pregovori, potem konce pregovorov. Pri tem spominu je pa sicer narejeno tako, to je gospa Vuga odlično oblikovala, da če iščemo prave pregovore, so hrbti kartic drugače označeni, in sicer prvi del je temnejši, drugi del je svetlejši, tako da točno vemo, kater del pregovora odpiramo, ali gre za prvi del ali gre za drugi del. Je pa igra sicer nastala ob priložnosti 40-letnice Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU. Smo praznovali, ker praznujemo letos. Letos praznujemo, tako da ideja je bila, da bomo malo bolj igrivi, da ne bomo pristopali k splošni javnosti zgolj z predavanji in uradnimi praznovanji, temveč tudi z igro. Na kakšen način pa je prišlo do izbora teh konkretnih pregovorov? Na Inštitutu za slovensko narodopisje imamo zelo veliko zbirko pregovorov, tam okrog 36.000 enot. Na Inštitutu za slovenski jezik pri vas je ravno tako precejšna zbirka, ki jo kolega Matej Meterc ureja. In z Matejem so se zmenila, da vsak pogleda svojo zbirko, narediva izbor
več enot teh pregovorov. Potem smo pa skupaj z celotno ekipo na založbi, pa tudi midva, nekako delali glasovanje po principu Eurovizije. Tisti pregovor, ki ima več glasov, tisti pride not. In smo bili kar enotni pri teh izborih, kateri pregovori bi bili primerni. Drug kriterij, seveda, oziroma prvi kriterij, izhodiščni kriterij pa je bil, da so to pregovori, ki so nekako povezani z dejavnostjo ZRC-ja in sicer z raziskovanjem, znanostjo, znanjem, posameznimi raziskovalnimi polji, kot je recimo geografija, filozofija, slovenski jezik kot predmet raziskovanja in tako naprej. Kakšna je uporabna vrednost te igre? Uporabna vrednost je verjetno velika kot uporabna vrednost vsake igre. Namreč, ampak če smo konkretni? Če smo konkretni, jaz mislim, da je igra res primerna za to, da ljudje ali obudijo znanje pregovorov ali pa pač mlajši, da se jih naučijo, da jih začnejo spet mogoče malo bolj uporabljati, tako v resne kot v šaljive namene, ker pač neka raziskava iz leta 2015 je pokazala, da sama raba pregovorov v slovenski družbi je precej nizka, frazemi so bistveno bolj v rabi. Druga seveda uporabna vrednost pa je ta kreativnost pri zlaganju nekih novih sklopov, iz pregovornih sklopov, ki mislim, da so odlična miselna igra in v bistvu neka ta kreativna podlaga tudi za otroke je zelo pomembna za samo izražanje potem naprej in igro z besedami in metaforično mišljenje. Sam sem našel eno tako kombinacijo, kar srce misli je najtežje. Ja. Dobro, omenila si, torej, da obstaja ta raziskava o poznavanju pregovorov. Zakaj so pregovori sploh pomembni? Mislim, pregovori so v bistvu nekakšne enote, stalne enote, ki jih imamo shranjene v jezikovnem spominu. In kar je pri pregovoru v bistvu praktično, je, da v neki kompaktni, konzervirani enoti, če sem malo figurativna, imamo mi v bistvu not že nek pomen, ki ga želimo na malo drugačen način sporočiti sogovorcu. To je neka ta uporabniška vrednost. Za nas, raziskovalce, tako folkloriste kot etnologe, tudi antropologe, pa v bistvu so pregovori, gledano sploh v bistvu časovno širše, torej tudi starejši pregovori, odličen poligon za spoznavanje mišljenja in te slike sveta, ki se pojavlja v družbi, kakšen je pogled na družbo, zaradi tega, ker pregovori so v bistvu stereotipi, ki vladajo v družbi. Te stereotipi, tukaj mišljena posplošena podoba, tukaj ne govorimo o negativni konotaciji, gre za posplošeno podobo in iz tega se da zelo veliko razbrati v bistvu v neki splošnem mišljenju določene družbe, lahko v določenem času, lahko pa tudi potem vidimo, kako se te posplošene podobe skozi čas prenašajo tudi v našo družbo in preko jezika tako zelo zahrbtno vztrajajo pri nas, čeprav želimo biti bolj napredni, recimo. Kar je pa vsekakor tudi uporabno za tiste, ki se učijo slovenščino kot tuj jezik. Tudi to je, seveda. In pregovore kot same, da se jih naučijo, kot tudi konec koncev, da spoznajo neko kulturno plat slovenskega družbenega kroga. Velja, gremo na drugo igro in sicer na igro Besedoboj. Torej gre za igro, pri kateri se na svojih pametnih telefonih igramo in četamo. Klepetamo s Francetom Prešernom, Lili Novi, Ivanom Cankarjem, Zofko Kveder, Valentino Vodnikom in Srečkom Kosovelom. Kdo bi si mislil, da bo to možno? In sicer si bomo kot predstavitev najprej pogledali posnetek, ki smo ga že vnaprej pripravili, potem pa nam bo nekaj besed o igri povedal še kolega Janoš Ježovnik. Besedoboj je jezikovna igra za pametne naprave. Učence osnovnih in srednjih šol želi na zabaven način spodbuditi za jezikovne vsebine z besednimi igrami v obliki klepeta. V Besedoboju se spopademo s priznanimi slovenskimi ustvarjalci ali resničnim nasprotnikom v omrežju.
Tekmujemo v navajanju besed, ki izpolnjujejo določene pogoje. Navajati moramo besede, ki se začnejo na črko, s katero se je prejšnja končala, samostalnike, besede, ki imajo več kot 6 črk in podobno. Pri tem nam umetniki zaupajo tudi marsikatero zanimivost iz svojega življenja. Trenutno v igri sodelujejo France Prešeren, Ivan Cankar, Lili Novi, Valentin Vodnik, Zofka Kveder in Srečko Kosovel, vsak z 10 igrami, ki se razlikujejo po načinu igranja in po stopnji težavnosti. Včasih lahko umetniki v igri navedejo besedo, ki je ne poznamo, zato smo dodali povezavo na portal Franček, na katerem si neznano besedo lahko ogledamo. Z vsako zmago se nam na račun doda nekaj cekinov, ki vplivajo na naš položaj na lestvici. Cekine lahko zapravimo v trgovini, za različne vrste pomoči ali za modne dodatke, na primer očala in slušalke. Z njimi in z različnimi možnostmi oblikovanja obraza, nosu, ust in pričeske oblikujemo svojo prikazno sliko. Igra je povezana s portalom Franček, na katerem lahko unovčimo v besedoboju kupljene Frančkove žetone. S tem učence še dodatno spodbujamo k brskanju po portalu. Kaj bi bilo še dodati k tej predstavitvi? Ja, nič. Igra je nastala v okviru projekta Franček, to se pravi, gre za projekt, v katerem smo stremeli k poenostavitvi slovarskih vsebin, tako da so primerne za otroke, za osnovnošolce in za srednješolce. Portal je zdaj že 2 meseca živi svoje življenje na spletu in kar dober odziv. Tudi igra pa je v bistvu že v prvih 14 dnevih, ta informacija me je nekoliko posedla, ko je naš programerski kolega predal naprej. Igra je imela že v prvih 14 dnevih 15,000 odigranih duelov z navedenimi avtorji. Kar je odličen rezultat. Ne? Kar je neverjeten rezultat, v resnici takega nismo pričakovali. Dobro, kdo pa je sodeloval pri tej igri? Torej, ideja je prišla pravzaprav od študenta računalništva, Nikija Bizjaka, ki je z nami sodeloval pri drugih zadevah, preko študentske napotnice je delal na inštitutu in je pač predal neko relativno enostavno idejo. Poznamo igro, da daš nasprotniku besedo, on mora pa potem navesti nazaj besedo, ki se začne s končno črko prejšnje. Koncept je enostaven, potem smo ga pa nadalje še razvili. Dr. Duša Race je recimo prispevala s kreativno vsebino, tudi s grafikami. Doktorica Simona Klemenčič, tudi sodelavka z inštituta, pa je delno poskrbela za te šaljive tekste, s katerimi nas avtorice nagovarjajo. Torej tudi izobraževalna nota je ne zgolj igra, ampak tudi uporabniki in uporabnici izvejo marsikaj tudi o teh konkretnih ustvarjalcih oziroma ustvarjalkah. Ja, vsekakor. Se pravi, vsaka igra je narejena tako, da se spopadeš s kanonično avtorico, kanoničnim avtorjem slovenske literature in preko več nivojev igre nas povedajo z, zanimivo obeseditvijo v nek del svojega življenja, svojega ustvarjanja. Tako da v bistvu sledimo od začetka do konca nekako, naprimer Srečku Kosovelu, ko najprej pripoveduje o tistem svojem zlatem čolnu v močvirju in potem na koncu pride na konce, ki pa mimogrede so nivo, ki bodo tudi marsikateremu odraslemu uporabniku igre predstavljali kar zalogajno. Govorim iz izkušenj. Dobro, ciljna publika so učenke, učenci v osnovnih in srednjih šolah, ampak mislim, da tudi širše. Mislim, da je stvar kar zabavna, tudi sam sem poizkusil. In mislim, da v bistvu čisto zares nagovarjamo širšo publiko. Ja, igra se tudi prilagaja uporabniku. Se pravi, kot je bilo rečeno v predstavitvenem videu, gre za format spletnega klepeta. Se pravi, beseda izmenično, od igralca proti avtorju, avtorici ali obratno. Na voljo je nek omejen čas, ki pa, in s tem se igra prilagaja uporabniku, je odvisen od povprečne hitrosti tipkanja uporabnika, uporabnice.
kar pomeni, da seveda pač otroci bodo besedo opisovali počasneje in temu se bo igra prilagodila, odrasli morda hitreje in tudi temu se bo igra na njihovo žalost prilagodila. Dobro. Je predvideno kakšna nadgradnja, širitev te igre? Ja, seveda. Trgovina, ki je vgrajena v igro, recimo omogoča dodajanje novih dodatkov, ki so lahko tudi pogojeni z delom leta. Naprimer, za dan reformacije lahko dodamo omejeno izdajo Trubarjeve brade ali česa podobnega, hkrati pa lahko dodajemo tudi nove načine igranja, lahko dodajemo nove avtorice, nove avtorje in tudi to v prihodnje načrtujemo v nekih zmernih intervalih, lahko pa tudi priložnostno ob posebnih dnevih kulture in podobnih priložnostih. Dobro, torej, kar se tiče igranja iger, je torej to kar uspešnica. Ste dobili na avtorji še kakšen dodaten feedback, kar se tiče same igre? Mislim, povratne informacije so večinoma pozitivne, nekaj seveda tudi kritičnih. Da si me popravil, povratne informacije. Super. Se pravi, ja, tudi kakšna kritika je dobrodošla. S pomočjo uporabniškega odziva smo že popravili nekaj napak, nekaj smo izboljšav dodali v igro, tako da vsekakor pač naletela je na dober odziv in upamo, da bo naletela še na kakšen odziv. Seveda pač tudi gledalce spodbujam k temu, da si jo naložijo iz trgovin, bodisi za okolje iOS, bodisi za okolje Android in tudi sami seveda dobrodošli k komentiranju, pozitivnemu, tudi negativnemu, če se zdi potrebno. Dobro, odlično. Mi pa gremo kar še na predstavitev tretje igre in to je igra z malce provokativnim naslovom Umazana igra. Na uvidku beremo, da so avtorji igre Vincent Salén, Kamil Fronšček in Kamil Lešičko. In bi kdo lahko zmotno mislil, da gre za nek prevod igre, kar pa ni res. Torej, igra je nastala na ZRC SAZU. Igra je v celoti v bistvu domača. Res pa je, da so nekateri tuji pomagači iz Poljske pomagali narediti to, čemur pravimo igralna mehanika. In vse vsebine, tudi vsi dizajni, oblikovanje igre pa je v celoti slovensko in tudi ta provokativen naslov Umazana igra. In lepo, da si to umazano igro prihranil zdaj za konec, ker jaz mislim, da rabimo umazane stvari v življenju. In zato mogoče... V kakšnem smislu? V kakršnem koli si želiš. Mislim, da mesta potrebujejo neke umazane prostore, ki so pogosto, pa se ne govorim zdaj tako, da so res umazani prostori, ampak tako generativni prostori, kot je recimo Metelkova v Ljubljani, ki je tako v simbolnem smislu tak prostor, kjer nastaja nekaj novega. Tako kot je rekel Kosovel v enem od teh svojih konsov, zlato je gnoj in gnoj je zlato. In iskati moramo tisto, kar je umazano, zaradi tega, ker iz tega nastane nekaj novega, zanimivega. Ampak igra je povezana predvsem s smetmi, z odpadki in to jih tudi z Sašo Babič skupaj raziskujeva v projektu z naslovom Nevidno življenje odpadkov. In ko je ona predstavljala te pregovore, sem se spomnil enega tudi sam, namreč kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. In to, kar počnemo na tem planetu, je, da sami sebi kopljemo pravzaprav ogromno jamo, v katero nalagamo smeti, odpadke. In ta količina se neverjetno povečuje. Od 3,5 milijonov ton, ki smo jih proizvedli na tem planetu leta 2010, jih bomo čez 4 leta, 5 let proizvedli že 6 milijonov ton. To pomeni, da se bo skoraj podvojila količina odpadkov na planetu v zelo kratkem času. In kaj bomo potem? Zasuti z odpadki. In kaj počnemo z odpadki? Ja, zlagamo jih, razvrščamo jih. Kako točno pa sama igra deluje? Kakšna je poanta? Ja, poanta je taka, da igrate v vlogi podgan. To so glavni liki, 6 takih podgan, ki si jih zberete in ima različna imena, Koki, Buča, Frank in tako naprej. In to so v bistvu neka gangsterska tolpa, ki se poveže med sabo in potem imajo različne akcije, s katerimi skušajo čim bolj zasvinjati mesto. Ima take umazane akcije. Zdaj to se sliši zelo neintuitivno, zakaj ne bi bilo to vzgojno. Sej, mi smo želeli narediti nevzgojno igro, čim bolj nevzgojno. Vse te akcije so take, da
vas je kar malo sram to narediti, recimo polulati se v bazen za proizvodnjo s pivom ali pa pustiti vrata hladilnikov odprta v trgovinah, da se vsa hrana pokvari in jo vržete stran, ali pa najhujša od vseh akcij, zaročenke ali pa zaročencu kupite zlat prstan. Tako, to se tudi sliši zelo čudno, ampak z vsakim zlatim prstanom pride zraven še nekaj ton nevidnih strupenih odpadkov in to je tisto, kar pogosto spregledamo. Dobro, komu je igra pravzaprav namenjena? Na škatli sicer piše, mislim, da je namenjena otrokom in starejšim. Ni čisto preprosta, torej tako igrajo recimo osnovnošolci brez problema, srednješolci in pa družine ali pa prijatelji, ni namenjena izključno mladim. Tudi moja želja in želja vseh avtorjev vsebin in igre je bila, da je tudi igra videti umazana in to je bil izziv za oblikovalko Moniko Klopčar, ki je morala iz tega izhajati, da naredi nekaj grdega, umazanega, ne posebej privlačnega in take so tudi te podgane. Embalaže kot neka plastenka. Embalaža je v bistvu tako kanta za smeti. Za smeti. Ja, in vse, kar je v tej igri, je umazano. In to je tisto, kar je spet nekoliko neintuitivno. Mislim, navadno, običajno so te igre take, da so privlačne, to pa smo namenoma naredili tako, da je neprivlačna in mogoče zaradi tega še bolj izstopa iz povprečja privlačnosti. In dosega svoj namen kljub temu. Upam, da. Ker kaj je bistvo igre? Kot rečeno, ne to, da čim bolj zasvinjamo mesto, kar je cilj teh podgan in naredimo čim večji kup odpadkov, tak, da se po možnosti vidi iz vesolja, ampak to, da ko igro odigramo, da smo transgresivni, takrat vsaj na mizi, da se sprostimo, da končno nam ni treba več reciklirati. Ko pa stopimo ven, pa se seveda začnemo bolj zavedati tega, kar nas obkroža in začnemo spet opažati tisto, kar smo v preteklosti pometli pod preprogo. In tudi pri teh dodatnih informacijah, ki so zelo edukativni, lahko preberemo, recimo, da je količina odpadkov, ki jih proizvede človek, v zadnjih, mislim, da 100 letih narasla za 10.000%. Potem, da v oceanih vsako leto konča 8 milijonov ton plastičnih odpadkov, ali da vsako leto zavržemo 7,2 milijona ton hrane, od katere je polovica povsem užitna. To so v bistvu res neki taki šokantni podatki in mislim, da ta igra to nekako uzavešča. No, to je bil cilj, torej, da spregledamo, kaj vse se dogaja okoli nas. Mogoče v tem času še bolj, v času pandemije, ko smo zaverovani predvsem v ta virus, v reševanje problemov z pandemijo, in smo spregledali, koliko odpadkov pravzaprav spotoma proizvedemo, od mask, gumijastih rokavic, embalaže, ki jo otroci prinesejo iz šole, namreč da vanjo shranijo hrano, posebej v času, ko šolske jedilnice niso delale in mislim, če nas ne bo potolkel virus, kar nas verjetno ne bo, nas bo pa mogoče ta čas zasul kup odpadkov. In zato je prav, da se posvetimo še drugim problemom, ki jih imamo na tem planetu, ne da jih kar odmislimo, pozabimo na nje. In jih pometemo pod preprogo, če smo spet pri frazemih tokrat. Dobro, ko govorimo o predstavitvi znanstvenih del na način iger, kot so recimo družabne igre, kot imamo primer tukaj, ali aplikacije na spletnih telefonih, govorimo o tako imenovani igrifikaciji. Po mnenju ene vodilnih raziskovalk na tem področju, Jane McGonigal, lahko igrifikacija v povezavi z mobilno in digitalno tehnologijo bistveno pripomore k izboljšanju življenja in reševanju nekaterih družbenih problemov. Kje vi vidite mesto igrifikacije v znanstveno-raziskovalnem delu? Zakaj je to sploh pomembno? Kdorkoli. Jaz najprej predlagam, da začnemo uporabljati izraz poigritev namesto igrifikacija. S tem smo se kar precej ukvarjali v našem prejšnjem projektu z naslovom Drive Green, kjer smo ravno tako razvijali mobilno aplikacijo za spodbujanje trajnostne mobilnosti v mestih in smo se posvetovali tudi z Inštitutom za slovenski jezik. In kaj smo rekli? Vi ste nam rekli, ne uporabljamo izraz poigritev. In igrifikacija je v bistvu nekakšna slovensko-latinska zloženka, ki
se mi zdi, da sicer se je dokaj prijela v slovenskem jeziku, ampak mislim, da ta izraz poigritev veliko lepše pove, da naredimo nek proces bolj zabaven, zanimiv, privlačen, ali so to delovni procesi v službah, ali so to recimo znanstvene raziskave, karkoli. Mislim, beseda funkcionira. Tako da, če se strinjate, kolega in kolegica, lahko odslej uporabljamo izraz poigritev. To bomo še videli, ampak kakšno je torej mesto poigritve oziroma igrifikacije v znanstveno-raziskovalnem delu? Jaz predlagam sam čim več tega. Želim si več iger, več zabave, več zanimivih rešitev, s katerimi pridemo do ljudi. Jaz mislim, da imamo znanstveniki že itak dokaj nenavadno stereotipno podobo v javnosti, da smo dolgočasni, suhoparni, nezanimivi, da ne znamo na privlačen način predstaviti tega, kar počnemo, in zato si želim več iger, ki pridejo do ljudi. S tem pa seveda nikakor ne mislim, da bi morali znanost banalizirati, ampak ravno nasprotno. Jaz mislim, da dobra igra ima za sabo kup raziskav. S to igro, recimo, ta ni nastala čez noč, delali smo jo več kot leto dni in je nastala na podlagi etnografske raziskave v več mestih, v Ljubljani, Gradcu, Dubaju, Oslu, Zagrebu in drugje, o smeteh. In izhaja iz ljudi pravzaprav, iz želje njihove, da nam nehajte, prosim, težiti z napotki za recikliranje, ampak nam ponudite nekaj novega, da nam boste na nov način sporočali, kakšne probleme z odpadki imamo na planetu. In mislim, ta postopek je bil tudi zame naporen, enostavno, da je taka igra nastala in je rezultat znanstvenega dela. Zato jaz mislim, da ne moramo kar odrivati tistega, kar je zanimivo, zabavno, in da so znanstvena dela izključno dolgočasna. Tudi dobri znanstveni članki, resni znanstveni članki so lahko zelo zabavni, pa resne znanstvene knjige so lahko zanimive, berljive. Celo najboljše znanstvene knjige so po mojem take, da se jih da brati in da jih lahko razume tudi širša javnost. Se to bi moral biti cilj znanosti, da pride znova do ljudi. Janoš, ko bi ti kaj dodal, kje ti vidiš mesto igrifikacije v znanstveno-raziskovalnem delu? Ja, jaz mislim, da ne samo, da je mesto igrifikaciji, poigritvi, kar če se bo ustalilo, meni je všeč izraz sicer. Ne samo, da je mesto, jaz mislim, da je to na svoj način dolžnost. Mislim, da znanost ne more biti nekako izolirana od družbe in se dela, da pač mi zganjamo svojo visoko vedo in nikomur ne pripustimo zraven. Mislim, da smo dolžni rezultate raziskav in spoznanj tudi predstavljati javnosti. In ta način je recimo eden od možnih načinov, poleg poljudnih prispevkov, knjig, dokumentarnih filmov, je to način, kako pristopati tudi do neke druge, mogoče zlasti mlajše publike v nekaterih primerih, in omogoča pa tudi še ena stvar, mogoče stik s to bazo. Če govorimo, nedavno smo imeli pogovor o se pravi množičenju, o vključevanju uporabnikov splošne populacije v raziskave, na kakšen način to lahko dosežemo. In bolj ali manj uspešno zdaj, odvisno od primera, po svetu tudi potekajo načini pridobivanja podatkov preko iger, seveda pač na ustrezno kuriran način, da veš, kakšne podatke pridobiš, ampak kolikor mi mislim, da smo dolžni vračati javnosti, toliko lahko pravzaprav tudi prispeva nazaj k znanosti. Marsikdo še tega, prihaja v zavest, ni pa še mogoče toliko ozaveščeno, kot bi lahko bilo. Saša, bi kaj dodala? Ja, jaz bi dodala v resnici še to, da moje mnenje je, da je človek v svoji biti precej radovedno bitje. Smo pa nekdo, ki je raziskovalec oziroma raziskovalka. Tako, ampak tudi, vemo, otroci so radovedni, mladostniki so radovedni in tudi odrasli, čeprav se včasih zdi, da postanemo malo bolj apatični, pasivni, v resnici nismo. In mislim, da je to poigritev, sama poigritev tem, ki jih raziskujemo, v bistvu jih še dodatno spodbudimo, da vzamejo nek čim širši spekter podatkov, ki jim bo povedal,
karkoli pa želijo vedeti, ali pa niti ne želijo vedeti, ker v resnici teh podatkov o smeteh, o odpadkih, ne vem, če bi želela vedeti, ker so tako grozljivi. Po drugi strani imamo stvari, ki jih družba tretira kot bolj estetske, kot recimo je literarno ustvarjanje ali pa pregovori. Pa želijo ljudje z njim ustvarjati, pa želijo na nek sodoben način pristopati ali pa jemati gradivo v svoje življenje, in s tem, ko jim z igro približamo vse te naše podatke, vse naše raziskave, hkrati v bistvu mi njim damo to, kar delamo. In tako kot sta rekla že Dan in Janoš, to je naša dolžnost. Dobro, koliko pa je igrifikacija prisotna v slovenskem prostoru? Zdaj poznamo kar nekaj teh slikovnih slovarjev, recimo, ki so lahko neko izhodišče potem za nadaljnjo igrifikacijo. Poznamo igro besed, pri kateri poskušamo v poznavanju tipičnih besednih zvez oziroma kolokacij v slovenščini, torej gre za projekt Centra za jezikovne vire in tehnologije. Kaj še obstaja v slovenskem prostoru? Ja, mi smo recimo v tem projektu Drive Green, ki smo ga izvajali ravno tako na ZRC SAZU v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko in podjetjem CVS Mobile, razvili, se tudi igra pravzaprav 1, 2, 3 Ljubljana, ki je namenjena spodbujanju trajnostne mobilnosti. Mobilna aplikacija vam meri, koliko časa ste hodili, se vozili s kolesom, uporabljali javni prevoz, bili pri miru in uporabljali avto. In kar je bistvo tega pristopa, ki smo ga razvili skupaj z to aplikacijo, je nekaj, čemur smo rekli indirektne mikrodonacije. To se zdaj sliši zelo učeno, ampak bom razložil sistem. Recimo z aplikacijo lahko tudi s pomočjo medijev izzovete nekoga, recimo neko znano osebnost, ljubljanskega župana, recimo, da tekmuje proti vsem ljudem, ki uporabljajo aplikacijo v mestu, v povprečju, v nekem izzivu, recimo kolesarjenju, dvotedenskem kolesarjenju. In če Janković recimo kolesari v teh 2 tednih več kot mesto oziroma uporabnike aplikacije v mestu v povprečju, je zmagal, je prost, je car. Če pa izgubi, mora pa plačati iz lastnega žepa za izboljšanje kolesarske infrastrukture v mestu. No in ta sistem smo potem predstavili tudi v drugih mestih, pač idejo v Newcastlu, v Veliki Britaniji. Je zaživelo? Ni. Ne, žal ne. Mislim, veste, kaj je problem pri tem? Mislim, tu bi rabili res krepko finančno zaledje, da taka stvar zaživi. Ne samo medijsko podporo, ampak tudi tehnološko podporo. In ta aplikacija je ostala kot neka rešitev, ki obstaja na androidnih napravah, ki jo lahko ljudje si sicer mislim, da še vedno naložijo, ampak zato, da bi ta ideja res zaživela, bi pa morali imeti, ne vem, nekega mecena, podpornika, mogoče vzame mesto za svojo. No, ampak kaj sem hotel reči, ljudem je bilo to izjemno všeč, ne samo, da tekmujejo med sabo, ampak da se povezujejo. Torej, ne samo, da kvantificiramo svoje korake, vsak dan jih štejemo, ampak da imamo nekaj od tega. In ljudje so bili za to pripravljeni, recimo zjutraj iti peš ali pa s kolesom v službo, samo zato, da bo čez 2 tedna župan mogoče plačal potem za izboljšanje kolesarske infrastrukture. Zanimivo je, Janoš? Hvaležna tarča tega bi lahko bil naš predsednik republike, ne? Se zelo rad giblje, pa tudi mogoče bi kdo želel ga. On bi premagal vse. Se to je izziv, a ni? Ja, težko bi mi premagali predsednika, ki bi premagal vse. On je predober za nas. To je pa zanimiv statement. Skratka, v tujini obstaja cela vrsta teh iger, in sicer pripravi za ta pogovor sem se pogovarjal tudi z raziskovalko doktorico Piret Vollajt z oddelka za folkloristiko in direktorico Centra za odličnost na estonskih študijah. In sicer za estonščino obstaja cela vrsta različnih iger,
tako imenovanih tudi drudlov, torej gre za neke abstraktne sličice, ki razvijajo domišljije, potem razne igre s pregovori. In doktorica Vulajt je povedala, da v Estoniji obstaja tudi tesno sodelovanje med raziskovalkami in raziskovalci in založbami, da tudi slednje pogosto inicirajo sodelovanje. Kakšna je situacija v Sloveniji? Se dogaja, da založbe morda same predlagajo kakšno sodelovanje? Moje izkušnje v bistvu niso take, da bi založbe same pristopile do nas v kakšni drugi obliki kot v knjižnih. No, za knjižne gradivo še recimo pristopijo, ampak za samo sodelovanje raziskovalcev in pobud za nove igre, sploh v zadnjem času pa mislim, da je precejšnje in da je tudi tega sodelovanja dovolj, precej, tako da se znajo tudi založbe malo bolj prebuditi in pristopiti do znanstvenih institucij različnih. Ja, mi smo se recimo pri razvoju te umazane igre kar povezali z dvema podjetjama, in sicer z Baltazarjem in Value Add Games, predvsem zato, ker imajo izkušnje z razvojem iger, z tudi distribucijo iger, ker slovenske založbe tega očitno še niso toliko vajene, pa bodo morale v prihodnosti poseči verjetno tudi na to področje. Zaradi tega, ker gre za nek nov trg, ki se ga splača. Ta profesionalen pristop je pripeljal tudi do tega, da se obeta še prevod v angleščino, da se zanimanje na nemškem trgu, na norveškem, kot slišim. Ja, Norvežani so še posebej obsedeni s temi odpadki, tudi zaradi tega, ker izjemno skrbijo za svoje okolje. Sicer po eni strani ni težko skrbeti za okolje v družbi blaginje, ki je osnovana na nafti, ampak to je že druga tema. Tako da jih pa zelo zanima igra. Ja. In zdaj verjetno bo prvi naslednji prevod v angleščino, potem se pa obeta mogoče še nemški prevod. Zakaj? Zato, ker v Nemčiji pa so ljudje prav obsedeni z namiznimi igrami, izjemno radi jih igrajo in gre za tudi ogromno področje. In če pridemo pač tja s tako igro, potem bo mogoče jih bo igralo več, pa bo svet zaradi tega nekoliko čistejši. Kolegica iz Estonije je tudi še omenila zelo zanimiv projekt, ki se dotika tega, kar si ti, Janoš, omenil, tudi množičenja. Oni imajo nek projekt, torej delajo podatkovno bazo memov in po nadaljevanju tudi grafitov, ne, in ljudje v bistvu pošiljajo preko telefonske aplikacije svoje slike različnih grafitov, ki jih srečajo, in potem dejansko to lahko tudi služi za različne jezikovne, sociolingvistične raziskave, kar se mi zdi, da je tudi ena možnost, ki jo bo treba v slovenskem prostoru še izkoristiti. Tudi Inštitut za estonski jezik, kar sistematično dela na tem gradivu, tudi kolegi iz Zagreba, Inštitut za hrvaški jezik in jezikoslovje se sistematično ukvarja z igrifikacijo. Kakšna pa je situacija na Inštitutu za slovenski jezik? Je to neko področje, ki se ga šele lotevamo? So kakšne napovedi, o katerih lahko že kaj rečemo? Ja, se pravi, pred nekaj leti smo na inštitutu izvedli ciljni raziskovalni projekt o potrebah uporabnikov, in v tistem smislu takrat smo tudi izvedli do sedaj največjo, najbolj celovito anketo o tem, kaj uporabniki v jeziku pravzaprav potrebujejo, kaj želijo, da temu lahko potem prilagodimo pravzaprav jezikovno politiko in nadaljnje delo. Na podoben način vem, da v slovenskem prostoru širše, naprimer se ukvarjajo z jezikovno krajino, to se pravi z dokumentacijo tega, kako se jezik kaže v okolju neposredno. Naprimer, Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu je ravnokar pripravil neko interaktivno dvojezično karto, kjer so dvojezični napisi v slovenščini dokumentirani za področje, se pravi, slovenske skupnosti v zamejstvu. Ne toliko o tem, mogoče koliko se ta sociolingvistična plat pozna v slovenskem jezikoslovju. Definitivno bi bilo pa potrebno, pa verjetno tudi do tega še bo prišlo, saj ne nazadnje razvoj gre v to smer, je bilo potrebno morda to še intenzificirati, pospešiti, še bolj vključiti uporabnike in tudi dati možnost besede.
Kot smo že rekli, na nek način igrifikacija tudi razbija ta stereotip znanstvenice, znanstvenika, ki sedimo v zaprešenih kabinetih, polnih knjig in daleč stran od svojih naslovnikov oziroma naslovnic. Kakšna misel za konec še? Nismo daleč od naslovnikov in naslovnic, živimo med njimi in ravno to v bistvu tudi omogoča potem, da se jim lahko približamo tudi z različnimi poigritvami. Tudi znanstveniki in znanstvenice moramo nujno narediti premik od ekspertnega raziskovanja in razvoja novih rešitev k razvoju po meri ljudi. To pomeni, da moramo dejansko spet stopiti do ljudi, kar antropologi itak počnemo ves čas, se pogovarjati z njimi, živeti z njimi, stopiti iz teh zaprašenih kabinetov, zato ker je to zdravo, včasih pobrskati po smeteh, če tudi to ni zdravo, ampak zato, da vidimo, kaj ljudje mečejo stran in enostavno zopet pogledati ljudem v oči in skupaj z njimi odigrati kako igro. Jaz mislim, da je to najboljša rešitev, da pridemo skupaj, ker igre so temu namenjene, ustvarjanju intersubjektivnosti, da smo v tistem trenutku sicer posamezniki, mogoče tekmeci, ampak da skupaj doživljamo, ustvarjamo neko resničnost in zato se splača igrati. Ja, z vidika jezikoslovja, slovenistike, mogoče jezik živi med ljudmi. Ne? Jezik je zato, da ga uporabljamo, da komuniciramo. Jezik ni nekaj, kar se učiš v šoli, ker pač moraš in je to tista ena najmanj priljubljenih zadev v šoli. To je tudi do neke mere stereotipa, nekaj čisto ne drži, do neke mere pa je pri ljudeh zelo ponotranjen. In v tem smislu je treba po eni strani upoštevati, kako ljudje uporabljajo jezik, seveda to pač lahko pridobiš samo neposredno od ljudi, po drugi strani pa tudi se truditi ne dajati videza, da ta stereotip ustreza realnosti, če sem razumljiv. Se pravi, do neke mere pač tudi komunicirati z ljudmi na odgovoren način in na konstruktiven način. Mislim, da je to zelo pomembno, kar si izpostavil. Mislim, da je potrebno, da imamo do jezika tudi igriv odnos, da smo v jeziku ustvarjalni, da ne zgolj sledimo. Absolutno, Tako da, s tem bomo tudi zaključili ta pogovor. Vsem želim igriv teden in vas vse lepo pozdravljam.